Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na osrednjem bogoslužju nad cvetno nedeljo. Dobrodošli vsi prisotni in vsi, ki posnetek tega bogoslužja spremljate na zaslonih in prisrčno vabljeni, da se tudi osebno udeležite bogoslužji v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Cvetka Žnidaršič se cerkvi in vsem, ki so sodelovali na pogrebu ob slovesu njenega dragega sina Urbana, zahvaljuje. Prav tako se zahvaljuje za besede tolažbe, podporo in molitve. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri pa študijsko molitveno bogoslužje odpade. Saj bo namesto tega bogoslužje na Veliki petek ob 19. uri. Torej v sredo ni bogoslužja, je pa posebno svečano bogoslužje v petek ob 19. uri na tako imenovani Veliki petek, ki je posvečen spominu na Jezusovo trpljenje in smrt. Naslednja nedelja pa je velikonočna, zato bo ob 10. uri svečano bogoslužje na letošnjo veliko noč, posvečeno praznovanju Jezusovega vstajenja. Po današnjem bogoslužju smo vabljeni na druženje ob kavi in čaju zunaj pred cerkvijo. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo na današnjo cvetno nedeljo je iz Evangelija po Janezu in pravi: Sin človekov mora biti povzdignjen, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Prisluhnimo še odlomkom iz Psalma 73, ki se ukvarja z dilemo, ko se zdi, da hudobija in zlo uspevata, medtem ko sta pravičnost in pobožnost odveč. Po eni strani se zdi služiti Bogu res nesmiselno, po drugi strani pa se zdi dobro in koristno verovati v Boga in mu zaupati. Osebna molitev v Psalmu 73 to dilemo sklene takole: Toda jaz bom vedno s tabo, prijel si me za desno roko, svojim nasvetom me vodi, potem pa me vzemi v slavo. Koga imam v nebesih razen tebe? Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. Moje meso in moje srce gresta k koncu. Skala mojega srca in moj delež je Bog na veke. Jaz pa, bližina Božja je dobrina zame. V Gospoda Boga sem postavil svoje zatočišče, da bi pripovedoval o vseh njegovih delih. Preden bomo pristopili k prepevanju in slavljenju Boga s pesmimi, priznajmo svoje grehe. Večni Bog, spoznavamo tvojo upravičeno jezo nad grehi človeštva. Ker nam je tako težko sprejeti resnico, da je tvoj sin trpel in umrl tudi zaradi nas, te prosimo, pomagaj nam, da rešitve ne bomo še naprej iskali v stvareh, ki nas le še dodatno zasužnjujejo, ampak bomo svojo vero polagali v tebe in tvoje usmiljenje. Amen. Naša skesana srca tolažijo Gospodove besede, ki so zapisane v pismu Kološanom. Bog je namreč hotel, da se v Jezusu Kristusu naseli vsa polnost in da po njem spravi s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno zahvalno pesem.
sestre, če je naš Bog, naše veselje, lahko vsi rečemo amen. Psalmist nas nagovarja z besedami, pravi takole: pridite k njegovim vratom za hvalo, v njegove dvore s hvalnico. Verjamem, da smo prišli v cerkev z veselim in hvaležnim srcem, ker se zavedamo, da vstopamo v Božji dom, kjer je vsak dobrodošel. Tu nas čaka sam Bog, ki nas sprejema take, kot smo. Tu je prostor za grešnike, za skesana srca in vse tiste, ki iščemo Božjo prisotnost. Danes se kristjani spominjamo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, ko je prijahal na osliču. Ljudje so pred njim pogrinjali palmove veje in mu peli: Hosana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Veliko navdušenje ob vstopu v Jeruzalem, a samo nekaj dni zatem sovraštvo in izgon iz mesta na goro Kalvarijo. Iz vzklikanja Hosana se spremeni v sovražno vpitje: križaj ga. To je resničnost, ki se ponavlja v vsej zgodovini človeštva. Navdušenje in zatrjevanje prijateljske zvestobe na eni strani, v resnici pa izdajstvo, zatajitev in beg. Kljub temu, da je Jezus vse to občutil, tudi od tistih najbližjih ni izgubil zaupanja v človeštvo. Še več, on nikoli nobenemu ne očita. Mogoče smo danes prišli brez moči, brez volje do življenja, prevarani, izdani. Tu je Jezus, ki pozna naše bolečine in je prisoten s svojim duhom. On je upanje in izhod iz vsake situacije. Od nas pričakuje le iskreno srce, ki išče njegov dotik in bližino. Zato nas vabim, da v nadaljevanju skupaj pojemo pesmi, ki naj bodo naša molitev, odločitev, zahvaljevanje in čaščenje Boga.
To je ta čas, ko častilci pravi častijo ga. Tudi visok, ko rešitve pot razodeva se. Tura je, ko Duh Sveti moč izliva svet, da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. To je ta čas, ko častilci pravi častijo ga. Tudi visok, ko rešitve pot razodeva se. Tura je, ko Duh Sveti moč izliva svet, da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Jezus, hvala za življenje, ki si nam ga dal. Hvala, da si nas poklical in pokazal pot, ki je velikokrat strma, ozka, težka, toda slavna, ker nas vodi k tebi. Zato te prosim, da pomagaš vsakemu izmed nas nositi svoj križ in da v težkih trenutkih ostanemo zvesti tebi in ti zaupati. Hvala, ker vemo, da si naše upanje, naš prijatelj, naš zdravnik. Zato ti vzklikamo in pojemo tega jutra:
Svet Gospod, nad vse si, vreden in zaslužen, ljubljenec Gospod si, moje duše ti. Dragi bratje in sestre, naj danes stopi Jezus tudi v naša srca in položimo pred njegove noge namesto palmovih vej naša življenja. In naše oboževanje bomo zaključili s prostovoljno nabirko in s pesmijo Hosana na višavah.
zviše Gospod naš Bog, slava kralju kraljev vseh. Srce vsa naj slavi, le tvoje ime. Vodi zviše Gospod naš Bog, slava kralju kraljev vseh. Slava kralju kraljev vseh. Izvolite sesti. Spoštovani ljubitelji Svetega pisma tu v cerkvi in vsi, ki nas spremljate prek spleta, veseli nas, da število poslušalcev Evangelija raste. Danes kristjani po vsem svetu praznujemo cvetno nedeljo, ko je Jezus slovesno vstopil v mesto Jeruzalem. Noben dogodek v človeški zgodovini ni pomembnejši od Jezusove smrti in Jezusovega vstajenja. Pa vendar si večina ljudi ne vzame časa za preučitev te resne, resnične zadeve. Vsi potrebujemo Božje obiskanje. Njegovi obiski niso le stvar Svetega pisma, ampak zgodovine človeštva. Saj je vstopil v konkretno zgodovino, v človečen. Zato vabim, da se bogoslužja udeležujemo tudi v živo, kajti to je namen občestva Kristusove cerkve in dobrodošli vsi, res, vsi odkoderkoli. Veseli smo druženja z vami in hvala, ker nam zaupate, nas podpirate in tudi na ta način naše poslanstvo, ki je skupno poslanstvo, tudi spodbujate. Cvetna nedelja je kot vrata v veliki teden. Množice so Jezusa sprejele, kot smo že uvodoma slišali, s palmovimi vejami v rokah, preden so polagali svoje plašče. S tem se je spolnila napoved starozaveznega preroka Zaharija. Tudi mi pridimo, tecimo k Kristusu in pred njim razgrnimo sebe. Svoje srce, ne pa svojih plaščev, kajti sedeli smo v senci smrti, zdaj pa živimo v zmagi Kristusovega vstajenja. Tako vabim, da vstanemo k poslušanju Božje besede iz Evangelija po Mateju 21. poglavje od 8. do 10. vrstice, kjer je zapisano sledeče. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče. Drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana, Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Hozana na višavah. Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: Kdo je to? Množice pa so govorile: To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično, večno besedo. Spraševal sem se, kaj naj letos povem o cvetni nedelji. Kajti kot duhovnik službujem že dolga leta in veliko cvetnih nedelj je že za nami. In potem pomisliš, da se ne bi ponavljal. Kaj še ni bilo povedano? Poglejmo sceno. V mesto Jeruzalem prihaja Jezus, jezdi na žrebetu oslice, krotek in ponižen. Ne prihaja kot kralj, ne galopira na konju, kot bi
pričakovali. Ni kot napadalec v oklepnem vozilu, niti kot osvajalski cesar Aleksander Veliki, Julij Cezar, Napoleon Bonaparte ali pa ostali osvajalci. Kako drugačen je. Ravno zato, ker je tako zelo drugačen, je to spet dokaz, da ne gre za človeško domišljijo. Mestu se ne približuje z legijami vojakov, ampak prebrali smo z vzhičeno, euforično množico. Ne mahajo z jurišnimi puškami, ampak s palmovimi vejami. Nobenih izstrelkov ne izstreljujejo. Namesto bombardiranja polagajo preden svoje plašče. Spet, kako drugačen je Jezus od agresorjev tega sveta. Bog od Boga, pravi Bog od pravega Boga, ki sedi na prestolu v nebesih ter jezdi na kerubih, na cvetno nedeljo sedi in jezdi na osliču na zemlji. Niti malo podoben kakemu terorističnemu napadu. On, ki sprejema hvalnico od angelov v nebesih, sprejema hvalnico na zemlji. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Hozana. To pomeni reši nas. Reši nas. Vendar kako, bomo videli. Kako so oni to razumeli? Novica v svetu današnjem o Božji smrti je spodletela. Sprva so govorili, da je prenagljena. Te dni sem bral resne študije in pravijo, novica o Božji smrti je spodletela. To pomeni trditi, da Bog ne obstaja, da je pač religija opij ljudstva, da je to plod človeške domišljije, da se tega ne da dokazati in da družba Boga ne potrebuje. Torej, to je spodletelo. Kajti znanost ne more nadomestiti vere. Nikakor. Znanost ne more nadomestiti vere. In če se vrnem k cvetni nedelji, skozi celotno zgodovino znanega sveta so vladarji rušili ene bogove in postavljali svoje bogove. Rušili spomenike, idole in kulte, šli v takšna in drugačna preimenovanja, osvajali mesta in narode. Nekateri so si prizadevali osvojiti ves svet. Spomnimo se velikih zmagovalcev, njihovih solza. En vojskovodja je celo jokal, ker je rekel, da ne more osvojiti še lune, meseca. Vendar ostaja eno neosvojeno ozemlje, ki se vso zgodovino izmika močnim osvajalcem. In to neosvojeno ozemlje je človekovo srce. Človekovo srce. In njegov edini mirni osvajalec je Jezus iz Nazareta. Takrat je stopil v mesto Jeruzalem. Samo mesto ima ime v hebrejščini in če prevedemo mesto miru. Vstopil je v mesto miru. Danes pa vstopa v naš osebni Jeruzalem, v moje srce. Ali je moje srce mesto miru? Kakšen Bog je to, da jezdi na osliču žrebice? Da mu je pomembna čistost srca, kajti blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali. Kakšen Bog je to, da so v njegovem kraljestvu prvi zadnji
zadnji pa prvi. Kakšno kraljestvo je to, da v njem vladajo ponižni, ošabni pa so ponižani? Kakšen svet je to? Vam povem, to so nebesa. To so nebesa. To so nebesa na zemlji, kajti Božje kraljestvo se je približalo. Kristus je prišel, da ustanovi novo vrsto kraljestva. Ko je vstopil v Jeruzalem, ni sprožil nobenega upora proti tedanji rimski tiraniji in ni poskušal prevzeti Herodovega prestola. Torej, ni šlo za prevratništvo. Njegov program je neobičajen. Kakšen? On daje vid slepim, množi hlebe in ribe, hromim omogoča, da hodijo, zdravi gobove, odpušča grehe, obuja mrtve in duhovno osvobaja jetnike. Zaradi vseh teh dejanj Božjega usmiljenja so bile judovske oblasti ogorčene, namesto da bi bili hvaležni. Judovske oblasti so bile ogorčene, ostalo ljudstvo pa je hotelo vojaškega mesija in so se vsaj na cvetno nedeljo Jezusu zato prilizovali. Ampak iz tega prilizovanja je nastala parola križaj ga. Preden zagrnemo zastor praznovanja cvetne nedelje, je treba omeniti še en dogodek. Glede na to, kako se je množica odzvala glede Jezusa, je potrebno pogledati v zgodovino. To ni zapisano v Svetem pismu, je pa verodostojno. Je zgodovinski podatek. Približno 200 let pred prvo cvetno nedeljo je mož po imenu Juda Makabejec prav tako vstopil v mesto Jeruzalem, medtem ko so ljudje ravno tako mahali s palmovimi vejami, peli hvalnice. In nato je Juda Makabejec svojo vojsko 200 let pred tem, o čemer govorimo danes, premagal okupatorsko vojsko. Iz templja je odstranil pogane in prinesel narodu svobodo za kakih 100 let. In zdaj imamo evangeljski dogodek, pa imamo zgodovino, verodostojno. In ko to povežemo, potem nam je jasno, kar je Judom bilo očitno, nam pa skozi to razlago. Namreč, ko je Jezus vstopil v Jeruzalem, se je množica odzvala na podoben način. V njem so videli novega Judo Makabejca, novega osvajalca, Hozana, reši nas. Torej, reši nas na drugačen način, kot rešuje Kristus. Toda v mesto je vstopil proti njihovim pričakovanjem. Oni so pričakovali super junaka. Zato so bili čez nekaj dni, samo nekaj dni je minilo, nekaj ur pravzaprav, tako razočarani in tako zmedeni. Kaj se zgodi, ko Bog ne izpolni naših pričakovanj? Vsak si lahko sam odgovori, kaj se zgodi, ko Bog ne izpolni naših pričakovanj. Težavo imamo zato, ker si mi predstavljamo Boga v svojih slikah. Kot jaz rad pravim, mi ne treba te slike razbiti. Seveda, razjezimo se. Pozabimo na parado cvetne nedelje. To je bila prava parada. In vse to spremenimo v krik. Križaj ga.
Veste, versko sovraštvo je najhujše. In tudi verski fanatizem je najhujši. Bom ponovil, versko sovraštvo je najhujše sovraštvo. In verski fanatizem je najhujši fanatizem. In tu se je to zgodilo. Preobrat, tako rekoč čez noč. Jezusa niso spremljali ščitonosci, ne suličari. Njegov prapor je ponižnost, srčnost, poštenost, iskrenost, prijateljstvo. Da, ponižnost. Veste, kako Jezus stoji? Nekdo je slikovito rekel. Jezus stoji na kolenih. Kako kristijan stoji na kolenih? Takrat je velik, največji. Na cvetno nedeljo je postalo jasno, da je odrešenik Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Da je odrešenik velikonočno pashalno jagnje. Da ne bo kraljeval kot vojak, kot revolucionar, kot politik, temveč kot trpeči služabnik. Da se bo spolnila knjiga preroka Izaije. Množice so se zbrale, da bi ga pozdravile kot kralja, kot zmagovalca, on pa je bil namenjen na križ. Kakšen kralj je to, ki vlada s križa in z praznega groba, namesto da bi ubijal rimske vojake, ki so okupirali deželo? Navsezadnje so Jeruzalemčani želeli povsem razumne reči. In če bi bil jaz del tedanjega sveta, bi zagotovo bil tudi na ulici skupaj z njimi. Kajti verjetno bi razmišljal tako, samo človek sem. Pač zavzemali so se za narodno in versko svobodo, zase in za svoje otroke. Niso pa gledali globlje. Ampak mi gledamo srcem, ne z očmi. Jezusa je obkrožala glasna množica, on pa se je počutil osamljen. Ste bili kdaj sredi množice, pa ste se počutili osamljeni? Tudi kasneje je ostal sam v vrtu Getsemani. Čez nekaj ur, tako rekoč. In tam je bil tudi vrhunec strašne osamljenosti. Pa potem zapuščenost od samega Boga, ki jo je izkusil na križu. To bogozapuščenost moramo razumeti pravilno, ampak ne bomo šli zdaj v te teološko-filozofske diskusije. Je pa pomembno, da je vzkliknil: moj Bog, zakaj si me zapustil? Pomembno je zato, ker se je s tem tudi spomnil psalem, kajti to je bilo napovedano. Umrl je osamljen, a kljub temu z ljubeznijo do Boga, Očeta in človeštva. Človeka nič bolj ne zagreni kot razočaranje zaradi izgubljenega upanja. Pričakuješ nekaj, potem pa se zgodi povsem drugače. Gre za agonijo obupa. Toda ravno zato, ker je križani Mesija izkusil vse, tudi to, ponavljam, moj Bog, zakaj si me zapustil, ker je ta naš edini Mesija izkusil prav vse, nas razume. Nas razume. Zato sem se odločil za krščanstvo. Ni boljšega, če lahko tako rečem, Boga. Namreč nas sprejema. Tudi takrat, ko svoje zaobljube 1000-krat prelomimo. Vsaj jaz sem jih že. Svet skuša vplivati na nas, na naše medsebojne odnose in na naše otroke in nam vzeti voljo do življenja. Želi nam vzeti smisel, želi utišati našo vero.
Temeljni problem je očitno v tem, da Jeruzalem ni spoznal princa miru. Vsa stara zaveza pa napoveduje in Judje bi morali ali vsaj pričakovali bi, da bodo dojeli, da je to princ miru. In ker tega niso dojeli, sprejeli, je sledil preobrat. Cvetna nedelja je dokaz egocentrične miselnosti. In ta egocentrična miselnost je danes zelo močna v zahodni civilizaciji. Ne dojemamo božjega načina razmišljanja. Isti ljudje so čez nekaj ur vpili križaj ga. Dva obraza hinavskega in burjastega človeštva. Dva obraza hinavskega in burjastega človeštva. To nam je vsem dobro znano. S cvetno nedeljo imamo težave, ker vsak dan ponovimo njihovo napako. Izberemo moč namesto ljubezni ali pa damo se zavesti večinskemu mnenju. Ni nujno, da ima vedno večina prav. Kje to piše? Cvetna nedelja ima tako dve procesiji. Pilatovo in Jezusovo. Dve procesiji. Ena je bila Jezus z učenci in množice, na drugem koncu pa je vstopal že Pilat. Svojo procesijo, vojsko, ker se je bal preobrata, torej državnega udara, ker je tudi on razmišljal tako, kot so razmišljali Judje. Novi Makabejec je na sceni. Torej, cvetna nedelja ima dve procesiji, Pilatovo in Jezusovo. Ima dve teologiji, ima dve izbiri, katero naj izberem. Težko se je odločiti včasih. Kajti včasih so argumenti tako skriti in včasih misliš, da ima nekdo drug prav, v resnici pa je v zmoti. In zelo težko se je včasih odločiti, kdo ima prav, kaj je prav. Vsak dan se odločamo, pravzaprav vsako sekundo. Vedno znova in znova. Kaj in kako naj izberem, kakšnega kralja pričakujem, kaj se je do velikega petka v njih zgodilo. Veste kaj? Niso prepoznali ljubezni. Če se odločaš na osnovi ljubezni, potem veš, da je odločitev prava. Kaj pravi apostol Pavel? Lahko nekdo govori angelske jezike, dela čudeže, gore premika, da celo njegovo telo zgori, vendar če nima ljubezni, je nič. Namreč, kaj je šlo narobe po tako veličastni cvetni nedelji, da ga je en njegov učenec izdal, straža velikega duhovnika ga je aretirala, en njegov učenec ga je zatajil, koalicija verskih voditeljev ga je obsodila in izključila, rimski guverner Pilat pa ga je obsodil, seveda, na željo ljudi, na smrt s križanjem kot najhujšega zločinca. Ampak vse po krivici. Običajno si cvetno nedeljo predstavljamo veselo. Govorimo o poskočnem žrebetu oslice, navdušenih množicah in tudi tako jo nekako v ljudski folklori podoživljamo. Nič narobe, pač veselje, cvetje, pomlad in tako naprej. Spregledamo pa še nekaj in to je vrhunec in tudi zaključek te pridige, zato da nas zdrami. Spregledamo pa vedno, in o tem seveda nisem še pridigal v tolikih letih na cvetno nedeljo. Kaj je zapisal evangelist Luka? Ko je Jezus prišel, torej na cvetno nedeljo, bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. To pa je bila Jezusova elegija.
Jezusova žalostinka. Vedel je, kaj se bodo v srcih odločili, ker tak Mesija ni po njihovi meri. Ni izpolnil njihovih pričakovanj, njihovih zahtev. Jezus je jokal zato, ker niso spoznali ugodnega trenutka Božjega obiskanja. Jaz sem Jeruzalem, mi smo Jeruzalem. Poglejmo v svoje življenje, poglejmo, kaj se dogaja v svetu. Jokati moramo, zelo jokati. Tako kot je tu zapisano glede Jezusa. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel, pravi nadaljevanje: Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Kako je edino možno ozdraviti svoje rane, rane bližnjih in rane sveta? Z jokom. Jok je zdravilo, draga Božja cerkev. Jok je zdravilo. Ko je nekdo v stiski, jokaj z njim. Tako nas uči Nova zaveza. Tako kot se veseliš z nekom, ko je vesel, ampak tisti drugi del, jokanje, pozabljamo. Zdravljenje se začne s solzami. Tako je veliki teden začel Jezus. Solze so izvirna voda svetega krsta. Ponavljam, kar je zapisala prva cerkev, ki je bila najbliže izvoru krščanstva. Solze so izvirna voda svetega krsta. Kadarkoli jočem solzami kesanja, pravzaprav obnovim svojo krstno zavezo. Vsakič, ko po licu tečejo solze kesanja, se vrnem v krstno kopel, ki čisti in prenavlja dušo. Ko je Jezus jezdil v Jeruzalem, se je, če pogledamo vse te zapise evangelske, ki so osvetljene z reflektorjem cvetne nedelje, zaustavil na Olski gori, potem zgore pogledal na mesto in se nad mestom zjokal. Kajti vedel je, kaj ga pričakuje, ko bo vstopil v mesto. Cvetna nedelja se ni začela samo z rompompom, ampak predvsem z jokom. Celotna procesija se je zaustavila. Si lahko mislite, ta Jezusov del procesije, zato ker je Jezus jokal. Le preberite v Lukovem evangeliju. Le kaj so si mislili. Zdaj pa skušajmo to povezati. Palmove veje, oblačila položena na tla, vpitje, veselje, prepevanje, evforija, hozana, reši nas, reši nas, reši nas. Torej, navdušenje. Jezus pa se je zaustavil in se zjokal. Jokal je zato, ker je prihajal k njim. Oni pa niso hoteli priti k njemu. Niso ga prepoznali kot Mesijo, dali so ga križati. Vedel je, dobro je jokati. V tem ni nič narobe. Obstaja zmotna ideja, da veliki fantje ne jočejo. Vendar to ne drži. Jezus je jokal. Tudi pred tem. Zjokal se je na grobu svojega prijatelja Lazarja. Žal smo zelo pomehkužena družba in sovpadalo bi k temu tudi to, da smo cmeravi, da jočemo. Ta beseda cmerav je prav lepa. To bi nekako sovpadalo, ustrezalo skupaj s to pomehkuženo družbo. Vendar zanimivo, seveda to ni moje področje, vendar iz svojega življenja, kolikor opažam in spremljam, kar se dogaja okoli mene ali pa s pomočjo medijev in med ljudmi, nekako po drugi strani pa se nam zdi izražati čustva sramotno. Oziroma si ne upamo izražati čustev tako, kot so to storile generacije pred nami. Vse tisto čustveno nekako razumemo, kot da je znak šibkosti, da ne sodi v naš tehnični svet, v naš
tehnični svet. In v bistvu to ni zdravo, kajti Jezus je čustva izražal in je prav, da jih na zdrav način seveda in normalno, na zdrav način izražamo. V normalni in zdravi družbi se je normalno in veseliti in jokati. Kajti jok ni pomanjkanje vere. Jok ni znak pomanjkanja vere. Jezus je jokal. Grški izvirnik tu pove, da je hlipal celo, z globokim hlipanjem in na glas. Seveda ne gre za to, da bi s tem jokom nekoga zamoril in bi zdaj samo jokal kot nek jokajoči prerok, če lahko uporabim to besedo. Ampak hočem povedati za povsem normalno človeško reakcijo. Pač jok in veselje oziroma smeh. Jokal pa je nad njihovo trdosrčnostjo in tudi nad njihovo dvoličnostjo. Zelo narobe je, da zgubljamo solze. Skrivamo jih celo na pogrebih. Zjočemo pa se ob čustveno nabitem filmu. Zanimivo. Pa imam zelo rad hišne ljubljenčke in živali. Vendar zjočemo se lahko ob izgubi hišnega ljubljenčka, ko pa zvemo nekaj strašnega, da se je nekomu zgodilo, ali pa da je toliko ljudi mrtvih, ali pa v neki nesreči, v nekem napadu, pa nam je tako kot dober dan. Današnji greh se imenuje apatičnost. Postali smo zelo apatični. Zahodni, narcistični, individualistični človek se zanima samo zase. Izhajam spet iz sebe. Pomemben sem jaz. Moj urnik, moje navade, moj prav, moja utečenost, moje razvedrilo, moje zabave, moje pravice, moje udobje, moje blagostanje, ne gane pa me stiska bližnjega. Kaj je sporočilo prve cvetne nedelje? Kaj iščem v Jezusu? Ali političnega junaka, socialnega reformatorja, strokovnjaka, ki bo razrešil težave sveta, filozofa, ki bo odgovoril na vsa zapletena vprašanja, znanstvenika, ki naj bi nas rešil pred ekološko katastrofo? Nihče noče jokajočega Jezusa. Vse pa se je na cvetno nedeljo začelo z jokom. Jokal je v svoji človeški naravi, torej Jezus, kajti Bog ne more jokati na tak način, ampak jokal je v svoji človeški naravi, kot sin človekov. Res je tudi, da njegove človeške in tudi božanske narave ne moremo ločiti, zato imajo njegove solze drugačen pomen kot naše solze, saj so to mesijanske solze. Pokažejo nam in razkrivajo nam Božje srce. Nekateri ljudje solze izgubijo in to ni zdravo, to ni dobro. Vzemimo si čas, ni sramotno jokati. Pa če ne moremo pred nekom, pa odidimo nekam v osamo, tudi če na sprehod v gozd, pa se zjočimo. Kajti Bog nam daje solze, tako smo ustvarjeni. Nobeno drugo stvarstvo ne joče na tak način, s čustvenimi solzami. Solze so Božji dar in Jezus nam na cvetno nedeljo sporoča, da je prav tudi jokati. Kajti za Boga ni nič bolj prijetno kot solza kesanja. In končujem zdaj res z mislijo starih očetov vere. Rekli so v prvi cerkvi, da so solze vlažne, slane, tople in grenke. Tople so zato, da ogrejejo ledeno vest. Vlažne so zato, da omehčajo trdo srce. Slane so zato, da osolijo dušo
da se ne pokvari v grehu. Grenke so zato, da dušo odvrnejo od ljubezni do minljivega sveta. Torej, cvetna nedelja ima dva obraza, dve teologiji, dve procesiji, dve odločitvi. Ima euforijo, ima pa tudi solze. In ker živimo v dolini solza, jokajmo, če je treba. Nič sramotnega. Naj ne velja tisto, veliki fantje ne jočejo. Solze niso konec zgodbe, kajti Sveto pismo s solzami celo novo zavezo konča. In v zadnjih vrsticah Svetega pisma, v razodetju, so solze celo omenjene, ampak zadnjič. In to v nebesih, rekoč, in on, ki je jokal, bo obrisal vse solze z naših oči. To pa je lepota krščanstva. Zato sem s ponosom kristjan. Takšnega Boga, ki bi brisal moje solze, ni nikjer. Ne najdem. Če boste našli takšno religijo, mi sporočite. Vabim k molitvi. Gospod, na prvo cvetno nedeljo si vstopil v mesto, ki te je zavrglo, uporniško zavrglo. Zato si nad njimi jokal. Podoben sem Jeruzalemčanom. Izvršujem svojo voljo in svoje interese. Daj mi sočutne solze. Priznam, da je moja vera pogosto bolj kot ne dvolično razkazovanje. Zato je prečisti, da ne bom podoben ošabnim Jeruzalemčanom. Prevrni moje lažne bogove v templju mojega srca, da bom služil samo tebi. Tudi solze daj v moje suhe oči, da joka ne bom smatral za znak nemoči, šibkosti in sramotnosti. Gospod, vsi smo tukaj in jočemo nad sabo, jočemo nad svojimi družinami, jočemo nad cerkvami, jočemo nad družbo, jočemo nad izgubljenim svetom, jočemo celo nad izgubljenim vesoljem. Jezus, sprašujemo se, kako ti jočeš nad nami, ker sprejemamo napačne odločitve. Jezus, naj se zamislimo, ker se tako rad ukvarjamo z drugimi, namesto sabo. Gospod, usliši našo prošnjo, ker želimo biti resnični kristijani. Amen. Bomo vstali k zaključni himni doksologiji, ki pravi: vsa ljudstva naj slave Boga. Vsa ljudstva naj slave Boga.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.